Pozdravljeni! Kar boste videli, so pristni, avtentični posnetki. Nobenih trikov s kamero, nobenih zaigranih dogovorov. Vsi gledalci so sodelovali prostovoljno. Vsi so odnesli nepozabno izkušnjo. Moje ime je sam Sebastian. Dobrodošli v mojo magično resničnost. Dobrodošli v 6. čut. V tej epizodi Demetra Malalan. To je kot Harry Potter. Neverjetni šarlatanus Maximus in telepatija na ulici. Ja, verjamem v to. Če imaš sanje, če imaš vizijo, upanje in močno voljo, potem je vse mogoče. Potem je vse kot čarovnija. To dobro ve tudi moja današnja gostja, zmagovalka X-Faktorja, Demetra Malalan. Pred izidom njenega prvega albuma sem jo povabil na pogovor v klet grajske kavarne. Demetra sicer še ne ve, da jo čaka precej paranormalna izkušnja. Debitantni album pred vrati, bolj verjetno nas tudi zanima, kako bo zvenel. To si verjetno z glasbeniki skupino kakšno? V bistvu malo mešano. Moram reči, ker je prvi album, sem se tudi malo iskala. Mislim, nisem še zdaj točno ne vem, kdo sem, recimo prav kot pevka, kaj hočem, kakšen stil. Ampak recimo, da je bilo fajn, ker se preizkušaš v različnih stilih in se tudi odkrivaš, kaj ti bolj paše, kaj ne. Sodelovala sem prvo z Nejšo, se ji moram res zahvaliti, ker je bila recimo tista prva mentorica, ko sem bila komaj po X-Faktorju, nisem vedela nekaj, ne s kom sodelovati in sem imela to srečo, da se je ona ponudila, sta imela z producentom njenim Radičevičem Dejanom pesem, sta rekla, lej, ti jo dava, lahko posnameš, ti pomagamo in res rabila sem tisto, ker se eno začeti je najtežje, ne, in tista pesem Poišči me srečno, ki je moj prvi singel, je bila res, mislim, tista ta prava za začetek in tako da sem res hvaležna, no, da sem lahko začela to z njima. Pol sem sodelovala tudi z Rokom Golobom, ki je bila pa pesem v angleščini, Magic. Ravno o tem sem te mislil vprašati, zato ker Magic, mislim, odkot inspiracija za Magic, kaj ti pomeni to? Z njim sem se srečala, z Rokom Golobom in je rekel, le, imam eno tako pesem, ful zanimivo in je tudi govoril, da se mu zdi. In tudi midva sva se kar tako nekako srečala naključno v mestu in sem, to mora biti nekaj magičnega, ne, da se je prav to zgodilo, pa smo se dobili in snemali, tako da Magic tudi z tega vidika, da moš verjeti v nekaj nadnaravnega, da tudi če ti vsi rečejo, da ni možno in da ne moreš in negativnost, ti vseeno, ko recimo jaz, ko pojem, začutiš nekaj magičnega, nekaj je v tem, da poješ in da vsi začutijo to energijo, ker jaz mislim, da res je nekako magic, dejansko. Tako da ta pesem je, besedilo mi je bilo zelo všeč in sem bila vesela, da sem lahko to zapela. Potem sem pa šla malo v vode, recimo bolj hip-hop vode, ker sem sodelovala s producentom Damjanom Jovičem, ki ima bolj, recimo, on sodeluje s Trkajem, Čale Sale. Tako da je bil en velik izziv zame, v bistvu, da odkrijem malo tudi en drug del sebe, no, ker vseeno imam 17 let in se mi zdi, da tudi to je super, no, da sem se preizkusila tudi v tem, da niso vedno balade in sem tudi v tem uživala, no. Super, mislim, dobro si to povedala tudi o tem, da Magic, da če verjameš v nekaj, da lahko dosežeš, da ti da torej moč, tudi če izgledajo težave nepremagljive na prvi pogled ali pa problemi zelo veliki. Ne, jaz mislim, da če ti delaš nekaj, kar ti je všeč, ne glede kaj, je nekaj magičnega, no, kar je ena taka energija, no, v tem. Verjameš v 6. čut? Ja. Verjamem in tudi, ja, intuicijo, moja mama še posebno ima dobro intuicijo, tako da mislim, da včasih se res vprašaš, kako da sem jaz, tako da bi že vedela, ne, to se dostikrat zgodi, tako da verjamem, ja. Super. Si za eno čarovnijo? Lahko, ja. Bomo poskusila nekaj tak bolj čudnega, bolj paranormalnega, da rečemo temu, glede na to, da smo danes v tem lepem ambientu. Lahko pogledaš, torej,
žarnica je navadna, lahko prosim ven vzameš. Aha, okej. Sem nevarna žarnica jaz. Je, ne, lahko pogledaš, tega ne rabimo. Je navadna žarnica. Navadna, ja. Da se zaščitiva, da se komu kaj ne zgodi, ker žarnice so lahko vroče, ko svetijo. Jo damo tukaj noter, tako. Vrečko. Pa jo obesiva tukaj gor. Zdaj, si imela kdaj mogoče kakšno izkušnjo, tako paranormalno recimo, ali pa da si mogoče, da si sanjala kaj takega, kar se je potem res zgodilo? Ne, se mi ni še zgodilo. Čeprav mogoče to zadnje, da sem kaj sanjala in potem se je zgodilo, mogoče to so bili bolj kakšni taki nočna mora, nekaj mogoče včasih za kakšno stvar, tako resnično se pol kaj zgodilo podobnega. Ja, imaš rada tako srhljive filme ali pa zgodbe? Mislim, filme tako imam rada, da imam to željo, ne, dajmo gledati, sem pol, ko je že preveč, pol rajš ne, ko pa imam take sanje zvečer, da me je skozi strah, tako da pol, jaz sem preveč obremenjena pol s tem in me straši pol biti sama v temi, to ni zame. Dajmo potem raje poskusi, da ne bo ta tema tako temačna, poskušiva skupaj se skoncentrirati na tole žarnico in si poskušaj predstavljati, da zasveti. Ok, bomo se tako malce zbrala, oba, in jo gledava in si predstavljaj, da zažari. Treba je verjeti, treba je zaupati. Sem se strašila. Kako je pa to možno? To pa je? A si ustrašila? Ja. Kaj to gledaš in pol po. Mogoče pa malo preveč, mogoče pa preveč energije je bilo, kar počla je. Ja. Imate kaj radi števila? Mislim, nekdo matematik? Ne. On je. Nina, prosim te, imaš kako srečno številko? Ne mi povedati, ampak imaš kako srečno število? Ja. Imaš, ok, je to število nekje med 1 pa 50? Ja. Ni variante, da jaz vem, katero je, ampak predstavljaj si svoje število. Ja? Jaz mislim občutek, da je tvoje število ena dvomestna številka, pa da je ena liha pa ena soda. Mislim, da je enka, je res? Daj mene pogled. 16, 18, 18 tvoje število. Ja. Ti si mislila na 18? Ja. Res? Ja. Imaš kako srečno številko? Ne mi povedati, ampak števila, ampak imaš kaj, ali pa si lahko zmisliš eno? Čisto naključno. Ok, je to število med 1 pa 50? Ja. Je to naključna izbira? Ja. Pa ni variante, da jaz vem, katero število je to. Ne. Jaz imam občutek, da je tvoje število dvomestno, Ja. ampak obe števki sta različni, torej ena je liha, ena je pa soda. Ja. Jaz imam občutek, da mi predstavljaj si, mislim, da je dvojka noter, pa Ja. ena trojka, jaz mislim, da je 23. Ja. 23, mislila si na 23? Ja. Ja. Ona zagotovo verjameš to. Kako bi to Tako da je. komentirala? Ja, ne vem, gledala sem že pač par takih oddaj. Jaz v bistvu verjamem v to, da se da pač nekako skozi misli to pač videti, ne. Tako da, ja, verjamem v to.
tema, poskušati še nekaj tako malce paranormalnega tudi. Okay. Te prosim, da pomisliš, naprimer na svojo preteklost, na en prostor ali pa osebo ali pa nek ambient, ki ti nekaj posebnega pomeni, nekaj, kar ni variante, da bi lahko jaz vedel. In si predstavljaj, da si tam. Probaj si predstavljati, ali si s to osebo, ali si v tem prostoru, nekaj, kar se ti je zgodilo v preteklosti, nekaj lepega, lahko je pa tudi kaj slabega, nekaj, kar je sicer že minulo. Okay. V redu. Imaš? Ja, ok. Prosim te, da napišeš tukaj gor, ali pa narišeš, ali pa, če je to oseba, napišeš njeno ime, ali pa, če je to prostor, napišeš, recimo, ali je to kak kraj, kje je to, lahko narišeš, če imaš mogoče sliko prostora, lahko pa seveda napišeš, narišeš. Jaz ne bom gledal, jaz se bom obrnil stran, ker tukaj napiši. Imaš? Zdaj pa strgaj list ven. Ostalo lahko seveda odložiš, list pa strgaj ven. Imaš? A se vidi skozi? Jaz ne smem videti, če naša kamera, naši gledalci vidijo, ni problem. Okay. Prosim te, še zadnjo stvar, da vzameš žigalnik in zažgeš ta list papirja in ga daš tukaj v pladenj, naj ga kar zažgi ga tukaj nad pladenj, ker primeš še žigalnik. Zažgi ga nad pladenjem, jaz ne gledam. Celega? Ja, ker celega naj zgori v pepel. Oh my God. Pazi, da se ne spečeš, seveda, ne? A lahko gledam že morda? Ne. Ok, ne gledam, gledam proč. A je cool? Ja, zdaj. Lahko se obrnem? Lahko. Predstavljaj si, da si s to osebo ali pa da si nekje v tem ambientu, ki si ga predstavljaš. Aha, lahko mene pogledaš? Jaz imam občutek, da je to v bistvu kot en prostor. Si z neko osebo? Z neko osebo si, ne? Imel sem občutek, da si z neko osebo in ta oseba ti kar nekaj, ti pomeni nekaj lepega. Ja. Ok, in ampak vedve sta s to osebo nekje v enem prostoru, ni v bistvu to kot tukaj, ampak je nekje drugje, je res. Torej ni Ljubljana, nekje drugje je. Probaj si predstavljati, da si tam, probaj si predstavljati prostor, probaj si... Ta oseba, ni to ženskega spola, ne? Ne. Se mi je zdelo, ja. Ok, jaz bi rekel, da je to... A je šlo to za kakšno romanco, ljubezen? Ja. Ok, šlo je za bivšo ljubezen, mogoče? Aha, ok. In imam občutek, da je to ni Ljubljana in tudi mislim, da ni Trst, ampak je pa, imam občutek, da je to... A je nekaj takega, da poglej mene, a je to kot morje? Ja. Ja. Nekje na morju? Ja. Ok, ampak je, torej ob morju je? Ja. In ni, ampak je prav en določen kraj to ob morju? Ja, prav en določen kraj. Ok. Jaz mislim, da je to... Jaz bom rekel tako, ne. Jaz, ko sem bil otrok, sem imel osebno en kraj, ki sem starši zahajal. Ja. In je nekje na jugu Istre, nekje na Rtu in mislim, da je to kot... Mi smo hodili v Premanturo, no. Ampak ne vem, če... A si v Premanturi zdaj? A si bila v Premanturi? Res? Ja. Torej imela si v bistvu romanco nekje na morju, v Premanturi. Ja. Ko si vi? Ja, res, prav to sem mislila. Si v Ganu pa. Pa tudi zahajala sem tja, ker sem bila z družino. Z družino si zahajala? Ja, ker sem bila majhna. Tam je en kemp, mislim, da je tako v okolici, en zaliv je, eno igrišče ob zalivu, mislim, tako se spomnim.
dolgo me že ni bilo, vem pa, da je Istra zelo lepa, ampak torej ti si bila zdaj v enem ambientu tako ob morju, ker jaz sem v bistvu prvi vtis je bil morje. Ja. Tole je zdaj spomin, a ne? Tole je šlo v pepel in v preteklost. Ja, prav fajn je bilo zažgati, nisem že prav tako se... Fajn občutek, ne? Ja, nisem še gor tega naredila. Da daš en tak, en slovo temu, a ne? In da gre v preteklost, vse, kar gre nekako v preteklost, tako, naj gre v pepel. Ne. Ne morem verjeti, no. Ne morem verjeti. A ti vidiš, kaj vidim? Ja, vidim, ja. Morje. Je kot privid, a ne? Ja, ne morem verjeti. To je kot Harry Potter. Joj. Morje. Lahko poskusiš se dotakniti tega, to je kot privid, kar poskusi. Kaj te je streslo? Ja. Super. Zdaj se mi je zgodilo res nekaj paranormalnega, lahko to rečem. Sebastian me je totalno presenetil, jaz me je vprašal, če se mi je že kdaj zgodilo nekaj paranormalnega. Mislim, to me je res presenetilo, ker res, ko nekaj, je vseeno en spomin, je nekaj osebnega in ko on, recimo, ko je vedel, na kaj sem mislila in tisti napis morje, sem ostala res brez besed, tako da vsaka čast je res dober v tem, kar dela.